Meni sta včasih no joke, ko zmešani pisali, ne igram igrico Granny, ne streamam, ko igram igrico Granny, to je ona scary igrica, ki te ta Granny pač lovi po hiši s kijem in če te dobite stolče, ubije in Nikoli nisem igrala, še vedno me strah, ker imam ful pred jump scare, jaz doživljam tako osebno v fizični obliki, dobesedno, ko me nekaj na hitro ustraši, meni skoraj kap zadane, jaz ne moram tega igrati. Meni bi se skoraj kap zadela, ko sem dojela, da je ta igrica narejena po resnični osebi, navdahnjena po resnični zgodbi, po dobesedni babici iz Rusije, ki je bila crazy serijska morilka in danes bomo šli čez ta primer, ki je težko verjeti, da obstaja. Naši množični morilki je ime Tamara Samsonova in kot sem rekla, je iz Rusije. Ubila je, kako lahko vsakič, ko jaz snemam, ta začne cirkularko tle. Ubila je vsaj 11 ljudi, 11 je priznala, samo za 2 je obsojena, ker je bilo pač dovolj dokazov, ampak možno pa je, da jih je bilo vse do nekje 22. Med drugim je bila tudi kanibalka in je te žrtve jedla. Tako da zdaj gremo čim prej v ta video. Tamara Samsonova se je rodila leta 1947, kar jo danes naredi staro blizu 80 let. Rodila se je v mestu Užur oziroma Uzhur, kar ne bi bilo del največje province v Rusiji. Zdaj, če kdo to ve, ne potrdi, jaz sem to samo slišala. Je pa en izmed teh primerov, ko bolj brskaš, manj najdeš, pač v njenem otroštvu ne najdem skoraj nič, ne najdem nič v njenih starših, nič tazga, da bi rekla, kakšen otrok je bila in zakaj je ratala to, kar je postala. Vemo, da je v Moskvi študirala lingvistiko, torej jezike, ker potem kasneje tudi se pojavil v tem primeru, bi jaz rekla. Potem se je pa preselila v Sveti Petersburg. Njeni nicknami so preprosto čudoviti in sicer Granny Ripper, torej babica razparačica, ne bi bilo v slovenščini, valjda navdahnjeno po Jack the Ripper. Boste tekom zgodbe pač razbrali verjetno zakaj so si nekako umori podobni. Razparač, razparati. Torej, Granny Ripper, Granny kot Granny iz igrice in pa Baba Jaga, ta je pa meni osebno ful všeč, ker Baba Jago slišam marsikje, ne bi bila to neka slav čarovnica, neka divja, nevarna ženska, pač ne pozitivna oseba večinoma. Eni se verjetno spomnite tega saj jaz tega spomnim tudi iz John Wicka, ki mi je bil tako edini in najbolj vznemirljiv moment, ko nekdo reče, to je ta pa ta moški, on je Baba Jaga. Kao ful navaren, v glavnem. Ful fascinantno pri njej je valjda, kako seka ven ta njen prijazna babica izgled, ko pričakuješ, da te bo stisnila, ti dala dekco čajčka pa piškotke, ampak načeloma ona bi te prej razkosala in ubila. Tako da se mi zdi, da kadarkoli pride do teh kontrastov, ko imaš pač neki, ki bi mogli biti ful cute, tako kot so otroci cute, pa punčke, pa lutke, in istočasno ta stvar zelo hitro preraste v neki scary. Isto velja za klovne. Še toliko bolj bizaren primer je zaradi tega, ker je to taka nedolžna babica, ki dejansko zgleda ful prijazna in še vedno je težko videti kot serijsko morilko. Kot sem prej omenila, se je ona po diplomi preselila v St. Petersburg in je tam tudi spoznala svojega prvega in edinega moža. Temu možu je bilo ime Aleksij. Z Aleksijem se potem poročila leta 1971 in v bistvu se bila sta skupaj kar dolg časa, 30 let. Tam nekje leta 2000-2001, ko potem on misteriozno skine. Imela sta pa okej življenje, on je bil mehanik, služila sta za tiste čase čisto v redu, ona je v bistvu delala v potovalni agenciji, potem kasneje mi je pa tako zanimivo izpostavil, da je delala v Grand Hotel Europa. Prosim, povejte mi, če imamo katerega v Sloveniji, kakšnega, ker je to veriga, obviously, in ful so znani in ful so še vedno obstajajo, ful so mogočni. In jaz sem googlala in mi najde sam Hotel Evropa in ne vem, če je to isto, tako da napišite, če kdo zihar. Zdaj se bomo pa preslikali v leto 2000... Ne, pet preč. Lihkar sem krvoločno ubila 2 živali. Tega že leta nisem naredila, ampak preč jih je in ne morem. Aleksija ni in ker je bil prijavljen, pridejo k njima domov, tam ker ne bi ona dva na Dimitrovi ulici živela, potrkajo in rečejo, okej, kje je vaš mož? In Tamara, vsa žalostna, vsa potrta, reče, škoda besed, šel z drugo žensko, zapustil me je kreten, pač žalostna, potrta, svet se ji sesuva, v glavnem mož jo je zapustil. Policija valjda to vidi in si misli, ja, boga ženska, namo še bolj vrtali v to, pač šel z drugo, se to se dogaja, sicer sta malo že starejši, ampak okej.
in so pustili to situacijo popolnoma pri miru. Minilo je skoraj 1 leto, zdaj smo leta 2001 in njen postane majčkeno dolgčas, želela si je družbo, na nek način polniti to stanovanje, pa sploh ne stanovanje, bila je hiša pravzaprav in je razmišljala, da bi na nek način lahko imela družbo, če bi imela cimre. Tudi lažje bi bilo vzdrževati, lažje bi bilo plačevati, lažje bi bilo, predvsem za družbo, če mene vprašaš. In se je začel ta njen cikel cimrov, kar je hecno za tako gospo v letih, ki je bila stara čez 60, je imela pa večinoma za cimre mlajše moške, ampak ti moški so se ful hitro menjavali. Vzpostavila se je ta tema, ker se nje tiče, da je ona najslabša cimra na svetu, ker sosedi so slišali, da je tolkla po radiatorjih, da je vpila ves čas. Drla se je, ves čas so slišali neke kletvice, tako da zelo splošno znano je bilo, da ona ni prijetna cimra. Njen prvi cimer, da res vemo, da je bil in da je zihar, je bil nek Vladimir in ta je bil samo en izmed mnogih, ko se je precej hitro odselil in ta cikel se je potem samo nadaljeval. To se je ful dogajalo, tako 2-3 leti, zato ker potem leta 2003 dobi za cimra necga Sergeja. Ta Sergej se je dobesedno preselil skoraj čez noč, tako res abruptly, tako kar nekaj, da bam in ga ni več bilo, spakiral vse in šel. Zdaj vzemite za okup, da so to moški in ljudje, pa ne, niso bili samo moški, ampak to so bili ljudje, ki pač niso tam živeli, z razlogom so se preselili pač v Sankt Petersburg in niso imeli veliko ljudi okrog sebe, ki bi takrat jih zasliševali, kam je šel, kdo je bil, zakaj je šel, a veš, pač preprosto vsi folk mislijo, odselili so se, who cares. Torej, ko sta se ona in ta njen bivši Aleksej, ko je šel z drugo žensko, preselila tja, sta bila tam 30 let in ta hiša je počasi potrebovala kakšno renovacijo. Zdaj smo leta 2015 in ona je stara 68 let in ona gleda to hišo in si misli, ja, tole definitivno potrebuje renovacije. Jaz moram vmes nekam iti, ne moram tukaj biti, ko bojo vse to prenavljali in spreminjali in je takrat prek ene svoje prijateljice spoznala, hvala Bogu, eno ful prijetno starko Valentino. Ta Valentina je imela še ta bonus, da je živela v isti ulici, torej sta bila basically sosede in je Valentina v teh letih že majčkeno težko vse postorila sama in tudi mogoče je bilo malo dolgčas, živela je tudi sama in je bilo super scenarij, da pride Tamara k njej živeti, torej da bosta cimre in ne bi bilo niti treba nič plačevati Tamari, samo v bistvu mogla bi pomagati pri opravilih, majčkeno po vrtu in tako naprej. Idealno je pač Tamarino stanovanje oziroma hiša ostalo prazno, da so tam opravljali renovacije, pa še bila je tukaj blizu, lahko ves čas hodila preverjati, če je vse v redu. Ampak kot ste prej spoznali Tamarin cikel in kakšna je bila kot cimra, ni prijetno, je živa nočna mora in isto se je zgodilo tukaj. Najhujše je postalo v bistvu ne te splošne prepiri, ampak na točki, ko je Valentina ugotovila, da se Tamara ne želi več preseliti nazaj domov v to ulico. Postalo je jasno, da je Tamari prijetno, ni treba preveč delati, ni treba plačevati, zakaj bi šla nazaj v svojo hišo, če lahko živi in se šlepa tukaj pri Valentini. Valentini je bilo to absolutno nesprejemljivo in najbolj je počlo med njima ob random prepiru glede nepomitih skodelic v koritu. To deluje zelo cimrovsko in tipično, ampak tukaj je Tamari res počla štrena in je takrat spakirala nekaj par osnovnih stvari in se podala na hitro pot v bližnje mesto Puškin, ja vem, funny. V Puškin se je odpravila, ne vem točno zakaj tja, zanimiva misel, zakaj je drugače tja, če bi šla lahko v Sankt Petersburg. In je šla do enega farmacevta, oziroma v lekarno, in je tega farmacevta prepričala, da ji je dal pod mizo nekaj zdravila, ki jih ne bi smela dobiti, brez recepta. Torej, to je bilo zdaj ilegalno, ampak ji je uspel. Iskreno me ful zanima, kako ji je uspel ga prepričati, ampak ji je uspel. Dobila je celo škatlo, nekih 50 tablet naj bi to bilo noter, namenjeni pa naj bi bili shizofreniji, torej raznim halucinacijam. Pač zdaj jaz sem ta zdravil ful iskala, zveni nekako fanazopin, nekaj tacga, ampak ga ne najdem več. Če kdo ve, napiše, ampak načeloma nima veze, pač za shizofrenijo. To je zdaj leta 2015, 23. julij, poleti, lepi dnevi in ona se je odločila narediti eno bedarijo. Zdaj ta zdravila so valjda brez recepta prepovedana zaradi tega, ker definitivno zelo hitro lahko pride do predoziranja, pa tudi zaradi tega, ker imajo milijon stranskih učinkov in so nasploh pač popolnoma nepotrebna, če nimaš shizofrenije. In ona je na poti domov šla še v trgovino, tako živeli, da je tam kupila, ko se že reče,
Olivia solato, Olivia salad. Ne vem, kako točno v Rusiji temu rečejo, ampak je njihova klasična jed in sicer krompirjeva solata. Mogoče je podobna kot naši, ko damo čebulo, kis, poper, krompir, ne vem. In ona je tja noter strla, upam, da vsaj na tanko, na drobno strla vse te tablete. 50 tablet. Si lahko predstavljate, kakšna doza je to mogla biti. Ni mi jasno, kako to Valentina ni ugotovila, namreč tam krompirjeva solata je bila ena izmed najljubših jedi od Valentine in valjda je Valentina zvečer lepo pojedla, tudi po prepiru nekako, mogoče je bilo to pobotenje neke vrste. In valjda ob 2 ponoči sta se obe zbudili, Valentina zaradi tega, ker je v kuhinji želela mogoče priti k sebi ali nekaj, ampak se je tam tudi zrušila in onezavestila. Tamara je pa tudi prišla v kuhinjo in potem ta primer je ta grafičen, tako da če komu ni prijetno tega poslušati, bo zdaj pozoren. Ob 2 zjutraj Tamara začne nezavestno Valentino razkosavati, torej s tako žagico, oziroma tukaj bom nalimala sliko, kaj točno je uporabila, kakšno je bilo to orodje za razkosavanje, torej večje dele s tem, manjše dele, bolj specifične delčke je potem odsekala, odrezala tudi z kuhinjskim nožem. Poleg vsega je odstranila tudi glavo in prste, bom kasneje razložila zakaj. Ena izmed najbolj žalostnih stvari tukaj je, da je potem avtopsija pokazala, da ko se je to dogajalo, je bila Valentina še vedno živa. Ne moram reči, ali je to čutila ali ne, bila je nezavestena, bila je predozirana, ni se zbudila med tem načeloma, ampak bila je živa. Tako da veliko tega rezanja je bilo med tem, ko je bila boga 79-letna Valentina živa. Ja, toliko je bila stara, 1 let starejša od Tamare. Hvala, ti smo mi random na PayPal nekaj poslal. Kdaj pa kdaj me kakšni res lepo podprete, ker ali se kakšen nov član, imate pa še to top opcijo, ta kanal podpreti, da uporabite kodo Alenka5 za Jimbim nakupe, ker imajo res toliko neskončno dobrih stvari. Tle sem vam mačkam na ekrane dala, da dobite inspiracijo. Tam je res vse na kupu za nekoga, ki hoče šport ali pa lepo zgledati med tem, ko športa, ali pa se lepo obleči. Ali pa če nimaš vole športa, da si kupaš en nov outfit in greš z največjim veseljem športati, ker si full cute. Zdaj imajo božanske kopalke. Vso možno zdravo hrano, vse možne zdrave sneke. Sem tako srečna, da z njimi lahko delam, ker tako dober jem. Vse od sladkih stvari do slanih stvari, se samo razvajam, pa še vedno je nekako zdrav in je pač amazing. Zdaj sem tako lačna ratala, brusline se mi cedijo, malo sem lačna, moram jesti. Tako da ja, koda Alenka5, če karkoli potrebujete in bom ful vesela, ker res dobim provizijo. Zdaj pa gremo naprej v ta true crime. Zdaj zelo viralno na eni točki so šli CCTV posnetki, ki ste jih one dve očitno imela v tej hiši. In so tudi posneli to, kako je v bistvu potem Tamara dol nosila vrečke z ostanki Valentine, oziroma z deli Valentine, kose za kose je potem odnesla dol. Na koncu vidimo, kaj nese tudi posodo. V tej posodi je bila glava od Valentine in pa njeni prsti, oziroma vsaj konice, oziroma ne vem koliko prstov, ampak vse to je prekuhala z namenom, da se pač znebi identitete te osebe. Če nimaš pač prstnih odtisov in glave, je zelo težko razbrati, kdo je kdo. Kam je to nesla, se sprašujete? Tam zelo blizu za temi stavbami so imeli en tak majhen ribnik. Sploh ni bil velik, ni bil dobro skrit, vsem je bil na očem, ljudje so tam skozi hodili okrog in ona je potem te vreče zmetala noter. Naslednje dni se je primer odvil tako in tudi 2015. leta je bila Tamara ujeta zaradi tega, ker je tam živel en par in ta par je imel psa. Ta njun pes je pa postal obseden s temu jezerčkom oziroma bajerčkom, taka večja luža basically. In je ves čas tišel tja in vsakič so šla Merinu tja in po eni točki jih je že zanimalo, kaj je fora tega, ne mogoče pa je, in sta ga pustila, da gre pač šnofat in potem sta videla, da ga vleče v vodo, sta nečko pobrskala in sta not najdla vreče. Ena izmed vreč ni bila vreča, ampak je bila tudi zavesa, sprav bathroom curtain, zavesa iz tuša. En izmed delov Valentine je bil zavit tja noter, drugi pa pač v vreče. Niso pa valjda najdli glave in prstov. Seveda policija potem začne preiskavo in so hodili po tem naselju in vse ful spraševali in so prišli logično tudi do Tamare. Ampak to, ko sem prej rekla, nasprotja taka, kontrasti jim sploh ne grejo v poštev in njo niso resno imeli, oziroma sploh niso zasliševali, pač to je ena babica boga. Valjda ona ni nič naredila, ampak če se spomnite, ona je tukaj še vedno ni bila v svoji hiši, ampak je še vedno bila v hiši od Valentine in sosedi so jasno ugotovili, da Valentine ni, pač izginila je, niso jo videvali in so rekli, naj mečkam preverijo, kaj se dogaja, da bi lahko bila ena starejša ženska umorjena.
In ja, enega dne lepo potrkajo k Tamari domov, oziroma k Valentini domov in rečejo, da si lahko pogledamo mečkan, lahko pokukamo in reče Tamara, seveda, izvolite, kar pejte pogledati. Čist ravno je bilo vse. In ja, našli so brez problema, zelo na hitro ostanke krvi, špricane, odrezanja, odtrgnjanja. V kopalnici, v kuhinji pa še kar tako sem pa tja mal. Zdaj, dokazov za sam ta primer, pa da se je tam nekaj bizarnega zgodil, je bilo dovolj in ne bi bilo težko Tamaro dobiti, ampak ona je itak s prve vse priznala, ne samo priznala, vse je povedala, vse je. Ampak to, da je ona priznala ta en umor, da je rekla, ja, itak sem kriva, je bil samo basically vrh ledene gore. Tle se je šele začel. Torej, niti malo ni bila v stresu, bila je mirna, mogoče ste že videli posnetek, kjer ona gladko pošle lupčka tako v kameri. Edina stvar, ki je skrbela, ni bilo to, da bo ona rekla, ojoj, ubila sem človeka. Edina stvar, ki je skrbela, je bilo to, ojoj, zdaj bojo pa vsi govorili o tem, vsi sosedi bojo vedeli, kaj sem naredila. Po mojem se ni sanjala, da bo na koncu cel svet vedel, kaj je naredila, pa da bo igrica po tebi obstajala, ampak okej. Samo 2 dni potem, ko so najdeli to truplo, torej še vedno julija, se pravi 25. julij, 2015 je bilo prvo zaslišanje, kjer je ona seveda vse priznala in je predvsem izpostavila, da ji je odleglo. Da ji je odleglo, ker končno na ta način si ne boste več kregali in ste zdaj zglihali ta njun nesporazum. To, ki je bila delusional, ali pa sem ultra smart in čudna, ampak načeloma delusional, da je pač bila vesela, je rekla, zdaj se končno sva se zmenila. Ja, super si se zmenila. Še ena nora stvar, ki je tukaj vam prišla, je to, da ko so raziskovali to hišo, so videli, da je imela ona dnevnik in ta dnevnik je bil insane, ker je noter pisala vse od tega, kaj je jedla, kaj ni jedla, je pila kavo, je kakala, je lulala, je pisala tudi, kako in koliko ljudi je ubijala. In kar se tiče Valentine, je bilo napisano to. Vse je bilo narejeno namerno. S tem zadnjim umorom sem zaprla to poglavje. Dodala bi tudi kriva sem in zaslužim si kazen. In smešen je, ko je sodnik vprašal tam proti porotu, okej, kaj pa še hočeš kaj povedati, pa rekla, kaj mene sprašujete, to je vaša naloga, da se odločite, jaz sem kriva, prav je, da dobim kazen, vi se odločite, to je vaš job. Kjera ženska. In ja, glede na dnevnike, pač veliko stvari je bilo težko dokazati, ampak glede na te dnevnike je ona morila 20 let. Zadnjih 20 let je bila mečkan starejša, nek mlada in I guess je šla čist popolnoma pod radarjem. Tudi ko so še potem nazaj do te hiše, jim je vse opisala lepo, korak po korak, kako je ubila, kaj je odsekala, kam je kaj nesla, kako je kaj izgledala. Nič jim ni bilo treba sploh ugibati, popolnoma je sodelovala. Je pa tako, da ko sem prej omenjala kanibalizem, nažalost je ta stvar precej konkretno potrdila, torej ona je kuhala to glavo in prste, ampak te stvari niso našli in niso našli tudi določenih organov, tudi pri primeru Valentine. Zdaj se ne spomnim točno, so bila pljuča, ali mislim, da pljuča. In ena izmed stvari, ki jih je ona na sodišču povedala, je tudi, da en psihopat od zgoraj, da ji grozi, da mora ubijati in tudi, da mora dele pojesti. Ko so najdeli ta dnevnik, sem rekla mečkam, da so povezali z lingvistiko, je bil vse bilo napisano 3-krat, torej v 3 jezikih, angleško, nemško in rusko. Na nek način je to izpadlo, kot da se ona ful želi, da jo odkrijejo in ko bojo odkrili, da bojo z jih imeli ful informacije in da bojo vsi znali to prebrati. In zato je tudi ves čas pisala, da ta umor Valentine je bil res tisti, ki je zaprla poglavje in da je hotela v bistvu, da jo najdejo. Tako da ji, ne vem, neki glasovi, da so ji pač govorili, da mora to narediti. Še ena bizarna stvar, ki je bila odkrita v dnevniku in tako je, da to zdaj bo ful. Meni je to ful šokiralo osebno, da njena hiša ni rabila popolnoma nobenih renovacij. Vse je bilo izmišljeno, ko nje ni bilo doma in ko je živela pri Valentini, se ni popolnoma nič spremenilo v tej hiši. Vse, kar je bil njen problem, je bilo to, da je mogla nujno preč, ker je slišala tam preveč glasov. Sicer v glavi, ampak je mislila, da bo boljš, če gre z te hiše. Tudi če se spomnite onega cimra iz leta 2003, ki je ful na hitro zginil, ker je izgledalo, da je čez noč zginil in šel in sploh niso vedeli, da je pakiral karkoli. Njega je po vsej verjetnosti ubila na popolnoma enak način, vsaj tako kot piše v dnevniku. Te stvari pač praktično ne moreš dokazati, ampak ja, isto razkosala potem, ko ga je s tableti uspavala, onezavestila. Bizarno je, da so takrat okolici teh stanovanj našli tudi torzo oziroma truplo oziroma samo ta del telesa, ampak ga nikakor niso mogli identificirati. In tako kot so prej rekla, da pač te ljudje so bili tja priseljeni, te cimri, ki jih je ona imela, lih zato, ker originalno niso tam živeli in tam ni bilo svojcev, ki bi rekli, da ga pogrešajo. Seveda obstaja sumnja, da je ubila svojega moža,
Ampak fora je, da vsebino tega dnevnika, kjer je ona vse to pisala, ni bilo lih sproščeno javnosti, ni bilo lih nam dostopno, da lahko vse to preberemo. Policija pravi, da je mnenja, da ga je ubila, torej verjetno je v dnevniku kaj takega, ker mi ne vemo. Če oni to sumijo, je velika verjetnost, da je res. Ona je priznala 11 umorov, ampak itak ni dokazov, pa to so že stari primeri, da preprosto ni več nazaj vpogledal, tudi niti niso toliko natančno preiskovali, ker niso bile toliko pogrešane osebe. In v bistvu bila na koncu obsojena samo za 2 umora. Samo za dva so imeli dokaz. Torej tistega Cimra, ker so tudi v njenem stanovanju najdeli njegovo bančno kartico in pa potem Valentino, jasno. Za enega je v dnevniku napisala takole. Ubila sem podnajemnika Volodaja, ga z nožem v kopalnici razrezala na kose, jih položila v plastične vrečke ter odvrgla na različnih koncih okrožja Frunzenski. In potem vmes ima čisto napisan oseb, pač dnevniku, no. Slabo sem spala, spila sem kavo, vzemi zdravila ali pa nič ne jem. Težko je najti njene motive zaradi tega, ker je bila zelo psihično bolna, tega še nisem omenila, in imela je zelo hudo shizofrenijo. In tudi po teh 2 potrjenih dokazanih umorih ona ni šla v zapor, ampak je šla v bistvu v psihiatrično bolnišnico, ker, kakor jaz razumem, še danes, razen če je umrla. Bom tukaj probala najti informacijo, da ne bom nevedna. In tudi, ko je ona zvedela za svojo razsodbo, je dobesedno bila takole, bila zaploskala in ful se je smejala, tako prav res psihično čist kuku. Je pa ves čas res trdila, da ta umor Valentine je bil zadnji in tudi planirala, da je zadnji in se je ves čas prepravljala na sodišče in je že vedela, da pride na sodišče in je bilo to čisto normalno. No ja, tak je bil plan. Kako to misliš? Glede njenih mentalnih težav in skizofrenije je enkrat trdila, da je haunted od manijaka tam zgoraj, ki jo ves čas sili v te umore in ji grozi. Je imela pa ena od njenih prijateljic še majčkeno drugačno zgodbo, mogoče drugačen pogled, da ni bila spet toliko nedolžna in je rekla, da je bila ona obsedena s serijskim morilcem Andre Chikatilo. Ne vem, če sem to prav rekla, bil je tudi serijski morilc, v bistvu serijski posiljevalc, morilc in tudi kanibal. V bistvu so ju ful tudi primerjali tiste čase. Je bil pa tudi iz podobne okolice, imenovan drugače tudi Butcher of Rostov. Tle ga imate na sliki in ja, ona je trdila, ta njena prijateljica, da je mogoče bil on inspiracija za to, kar je počela Tamara. Tako kot sem rekla, 11 jih je priznala, za 2 je dejansko obtožena, ker je bilo dovolj dokazov, možno je, da jih je do tam 22, je pa policija nekako vsaj zihar v glavi sami pri sebi za nekih 14. Vem, da je to confusing, ampak ja. V njenem stanovanju so našli žago, nož in krvave madeže v kopalnici. In en izmed preiskovalcev je dejansko rekel, je precej bolj neumna ali pa precej bolj pametna, kakor dejansko zgleda. Žalostno pri tem primeru je, da je bila pač neprištevna v smislu mentalnih težav in da dejansko ni bilo sploh sojenja na koncu, ko so se odločili, da je čisti shizofrenik in da to nima smisla in v bistvu ne bo nikoli pravice, nikoli ne bo noben dejansko kriv za vse te umore, svojci ne bojo zvedeli, kaj se jim je zgodilo, pač ne bojo vedeli, ali se je nekaj poškodoval, ga je nekdo drug ubil, je bila pač ona kriva. To je žalostno, ne? Pač vsak človek bi želel to vsaj vedeti, imeti to neko zadoščenje, pravico, whatever. Ona pa pač čilira v umobolnici. Tako da ja, to je to za ta primer. Upam, da vam bi všeč kaj podobnega, mi valjda vedno napišite. Jih bom vesela in velikrat mi date ful dobre ideje, tako da hvala lepa. Ne pozabite današnjo pomembno kodo za Jimby Malenka 5. Jaz dobim provizijo od tega, tako da hvala vsakmu, ki me kdaj podpre. Drugače imejte pa lep poletje, pa lepo se imejte na morju, pa se gledamo po vsej verjetnosti naslednji petek. Aj, čau!